V ponedeljek so na Jelovici naselili oziroma spustili v prostost Aido in Zojza, tokrat pa na Pokljuki še ostale tri, Trisa, Julijo in Lenka. Samega dogodka se je udeležil tudi minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, prav tako Janez Rakar, direktor Triglavskega narodnega parka, Janez Logar in pa koordinator projekta Life Links Rok Črne. Ta izpust je danes poseben, ker bomo izpustili 3 rise hkrati. In zato smo se odločili, da bomo to čast oziroma to priložnost odpreti vrata tem risom dali gospodu ministru, gospodu direktorju Triglavskega narodnega parka. Z nami je pa tudi ambasador projekta Life Links, smučarski skakalec Peter Prevc, ki bo tudi odprl ena vrata. Ti risi so res plašni. Ta množica ljudi, ki bo zdaj tam, bo za njih velik stres. To smo videli tudi že v ponedeljek. In ni rečeno, da bojo risi šli takoj ven. Lahko traja 10 minut, lahko traja celo pol ure, da bojo vsi ti 3 risi šli skozi vrata ven. Tako da jaz vas res prosim, da čakate čim bolj v tišini tam, zato da se nekako čim hitrejš upogumnijo in zapustijo te oboro in grejo v naravo. Vi ste ambasador projekta Life Links. Kakšni so pravzaprav občutki pri takem projektu, sploh ko vidite risa v živo? Verjetno ga niste prej še nikoli. Občutki so sodelovati pri projektu je super, čeprav jaz realno zelo malo sodelujem, pomagam razširiti vest o projektu med ljudi. Vso ostalo logistiko poskrbijo drugi, ki se na te stvari bolje spoznajo. In kot sem rekel, odlično je biti del, širiti vest in da se res spet naseli v Slovenijo. Upam, da mu bo tukaj čim bolj domače, sploh videti ga v naravi oziroma kako steče iz ene obore v naravo je pa zelo prijeten občutek. Kot smo videli danes, smo jih kar dolgo časa čakali, nič si jim ni ljubilo ven na prostost. V bistvu tisti ris, ki je bil najdlje časa tukaj v ogradi, se je tudi najdlje časa vzel, da je šel ven, očitno mu je že postalo domače. Tako je. Vi ste koordinator projekta Life Links. Kdaj je projekt začel potekati in koliko časa traja in kakšen je pravzaprav namen vsega tega? Projekt je začel leta 2017. Takrat smo pridobili finančna sredstva in napisali strategijo, s katero bomo v tem projektu pristopali k reševanju risov. Namena bi izpostavil 2. Eden je, da se ukrepi dinarska populacija in da bojo dinarski populaciji dodani novi geni, da bo zdrava, ker trenutno so zelo sparjeni v sorodstvu in bi izumrli brez tega. Po drugi strani pa želimo v Alpah vzpostaviti neko tako povezovalno populacijo, ki bi na dolgi rok povezala dinarske rise in pa rise, ki so trenutno prisotni v Švici in na zahodu Avstrije. Kje vse se še naseljujejo risi v Sloveniji? Rise smo v Sloveniji izpustili iz lovske družine Loški potok, so jih izpustili lovci, iz lovišča s posebnim namenom na Snežniku, na Gorenjskem pa lovska družina Noman Gorjuše in pa Triglavski narodni park. V ponedeljek ste pospremili na svobodo Anjo in Zojza, tokrat pa Julijo, Trisa in pa še enega. Julija, Tris in Lenka. In pa Lenka so bili danes spuščeni, tako da čakamo zdaj, da vidimo, kam so se odpravili. Kako se zdaj ti risi prehranjujejo? Glavni risov plen je srnjad, opleni približno 1 žival na teden. To pomeni v enem letu približno 50 kosov živali. Občasno pleni tudi jelenjad, kakšne samice in pa mlajše živali. Na Gorenjskem pa pričakujemo, da bo plenil tudi kakšnega gamsa. Samico pričakuje naraščaj, kot ste malo prej rekli? Ja, res je. Ena izmed izpuščenih danes spuščenih samic je breja.
in upamo, da bo ta naraščaj letos uspel. Zakaj mislite, da se jim ni nič mudilo na svobodo, niti ne v ponedeljek, niti ne danes? Narava ima svojo pot, risi tudi, tako da na kakšen način te živali dojemajo ta nujni zapor, ki jim ga mi naredimo, v bistvu ne vemo točno, ampak v vsakem primeru pa opažamo, da živali ne stečejo iz obor, ampak da je to bolj nek postopen proces, da dojamejo, da imajo zdaj pot na svobodo in potem odidejo. In ta projekt teče predvsem zaradi tega, da ni prišlo do izumrtja teh risov. Prvi del projekta je bil namenjen predvsem temu, da pripeljemo nove rise v dinarski del populacije, ki se že uspešno vključujejo, spremljamo, kako se vključujejo, nekaj načrtujemo še izpustiti, se pravi, da zamenjamo tiste, ki se niso vključili. In pa, če povzamem, v Dinaride je cilj, da se v Sloveniji vključi 5 živali, na Hrvaškem pa 4. Do zdaj smo jih izpustili vsega skupaj 7. En sam bo letos še na Hrvaškem izpuščen, da pa rečemo, da so se vključili v populacijo, je pa sedaj 4 živali. Hvala lepa.